Ivan sem jaz! Wow, kaj za vraga? Kaj se je zgodilo tukaj? Zakaj je takšna zmeda? Pomagaj mi, prosim, pomagaj mi. Ivan! 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 Pomagaj mi, prosim, pomagaj mi. Stanley, nekdo me je ugrabil. Nujno potrebujem tvojo pomoč. Nujno, to je nekdo, ki ga poznaš. To je nekdo, ki ga poznaš. What? Ne. Ivan, kdo je? Ivan, kdo je to? Kdo? Ivan manjka in nekdo, ki ga poznam, ga je ugrabil. Z uporabo dokazov iz varnostnih kamer potrebujem vašo pomoč. V komentarjih, da ugotovimo, kdo je to storil. Naročite se na kanal, če še niste. In začnimo to preiskavo. Torej, kaj počnemo tukaj? In zakaj nosimo te smešne zaporniške uniforme? Prosim, pojasni, kaj se dogaja? Vsi ste osumljeni izginotja mojega najboljšega prijatelja. Kaj? Ivan je tvoj najboljši prijatelj. Kaj pa jaz? Mislil sem, da sem njegov najboljši prijatelj. Mike, ti si tudi moj najboljši prijatelj. Ampak to zdaj ni bistvo. Zdaj priznaj, kdo od vas je ugrabil Ivana? Jaz naj bi koga ugrabil. Tega ne bi nikoli storil. Zakaj bi ga ugrabil? Jaz sem nedolžna oseba, veš. Kaj? Nisem ugrabitelj. Daj no, danes popoldne sem igral Fortnite. Ne. Vem, da vsi zanikate vse, zato sem pripravil nekaj dokazov. Pripravil sem nekaj posebnih izzivov, na podlagi sledi, ki sem jih našel. Ostanite z nami do konca in poiščimo Ivana. Počakaj, zakaj nisi osumljenec, Stanley? Ja, tudi ti nisi bil z Ivanom. Morda si ti ugrabil Ivana in to samo zanikaš. Imam ali bil sem. Sem počel nekaj zelo pomembnega. Vsekakor ne premikajte krivde, osumljenci. Pojdimo na prvi izziv. In kdo ve, morda bomo takoj našli pravega zločinca. V redu, karkoli že. Naredimo to. Še vedno nisem jaz tisti, ki je to storil. Torej, varnostna kamera jasno prikazuje zločinca, kako z ramo na silo odpre vrata. Kar pomeni, da ni mogel dovolj hitro najti ključa. Najti ključe v teh bazenih, to je nemogoče. Točno tako. Vaša naloga je najti ključ od vhodnih vrat. Skrit v enem od teh 10 bazenov. Kdor ga najde, si prisluži dodaten alibi. 5 minut se začne. Naj vam sreča služi. Fuj, si prinesel nogavice celotne nogometne ekipe. Ta vonj bi moral biti prepovedan. V redu je. Kakorkoli že, moram najti ključ. Kje je ključ? Kje je ta ključ? Počakaj, to so uganke. Rad igram uganke. Ne morem se upreti. Še imamo čas. Kaj delam? Moram najti ključ. Si pri pameti? Postaviti ključ v bazen s kaktusi? To je res nevarno. Tega ne bom storil. V redu, mogoče pa bom. Fantje, napišite v komentarjih spodaj kdo. Menite, da je ugrabil Ivana in zakaj bi to storil? Nemogoče je najti ključ tukaj. Kdo je sploh pripravil to mučenje? V redu, fantje. Želite alibi ali ne? Nadaljujte z iskanjem. Še huje je, kot bi hodil po žemlji. Tako toplo je in tako mehko. Počakaj, je to njihov skrivni načrt, da me ustavijo pri iskanju? Ne bo uspelo. Še 2 minuti. Veš kaj? Našel bom drug bazen. Ključ se ne bo našel sam. Nadaljujte z iskanjem. Ključa ni tukaj. Veš kaj, fantje? Sem obupan. Mislim, da moram iskati ključ na običajen način. Daj sumim vse. Mia, Madison in Marija so prijateljice, zaradi česar verjamem, da jih je Marija dobila, da ugrabijo Ivana zanjo iz kakršnih koli razlogov. In Mike, mislim, da je samo naveličan izgubljati pri FIFA, ker je tako slab. Tukaj ni ključa. Tukaj tudi ni ničesar. Iskreno, mislim, da bi katerikoli od teh fantov lahko bil ugrabitelj. Vsi so tako agresivni. Mimogrede, že sem tukaj preveril. Ni ničesar. V redu, samo nadaljeval bom z iskanjem. Še 30 sekund. Počakaj, nekaj čutim. Dobil sem ključ. O moj bog, našel sem ključ. To je bil šele prvi izziv. Imam veliko možnosti, da dokažem svojo nedolžnost. Torej, iz varnostnega posnetka lahko vidimo, da zločinec ni prijatelj s kartonastimi škatlami. Torej, kdorkoli lahko pride do konca te poti, bo dobil nov alibi. Mike, želiš iti prvi? Veš kaj? Glede na bonton bi moral pustiti dekletom, da gredo prve. Ne, ni šans, da grem prva. Imam nič možnosti za zmago. V tem primeru, kaj če bi ti šel prvi? Oprosti. Daj, vsi delujete zelo sumljivo. Ampak Mike, ti pojdi prvi. Kaj? Zakaj? Thousands of tears later. V redu, katerega naj izberem najprej? Tega. Ja, naslednji. Zdaj bom šel po tej poti. A pri drugem poskusu sem spodledal. To ne izgleda dobro za Mika. To zelo spominja na dokaze na varnostnem posnetku. Kamen, škarje, papir, zdaj, seveda.
V redu, to je enostavno. No, to ni bilo zelo agresivno. Kot vemo, je naš zločinec zelo agresiven. To nisem jaz, ljudje. Tvoj argument nima smisla. Se sprašujem, če ji bo uspelo do konca. Počakaj. Je to zločinec? Nisem bil jaz. Prav, ekipa! V tem krogu ste vsi izgubili. Ne samo, da so se vsi gibali kot ugrabitelj, ampak nobeden izmed vas ni prišel do konca. Tako izgubite vsi alibi. Stanley je tako strog do nas. Smo nedolžni, nismo storili ničesar Ivanu. Ja, Stanley, se pretvarjaš, da si tako pameten. Zakaj se ne spraviš v škatlo in poskusiš priti ven? V redu, izziv sprejet. Vidiš, delaš isto kot vsi mi. Si osumljenec. Wow. Imam alibi, se spomniš? Delal sem nekaj res pomembnega. Ja, naprimer kaj? Gremo v naslednji krog. Naš naslednji izziv bo nogometni izziv. Kdor doseže največ točk, dobi alibi. Kdor izgubi, je še večji osumljenec. Kaj je to? Imate 3 poskuse, 1 poskus z nogometno žogo, 1 s teniško žogico in 1 z velikim piščancem. In takoj na začetku, da dokažem, da nisem zločinec, bom šel prvi. Zakaj si tako prepričan? Ker sem profesionalec. Poglej to. No, tehnično gledano, je šlo noter, ker če pomisliš... Ti si ugrabitelj. Ti si ugrabitelj. Ne, nisem. Imam alibi. Prisežem, Stanley je izgubil razum. Samo nori ljudje si bodo izmislili te ideje. Kaj je bilo to? Nič. Zadeni robove. Tega bo zgrešila. Zadeni robove. Počakaj, to je zadela. Mislim, povedal sem vam, da nisem osumljenec. Nogomet imam rad že od malih nog. Če tudi ti obožuješ nogomet, všečkaj video. Mija, ti streli so bili neverjetni. Si na poti do novega alibija. V redu, moja vrsta. Stanley, zakaj sploh moramo praviti ta izziv? Veš, da sem dober v nogometu. No, točno to bomo ugotovili. Okay. To je bilo tako blizu. V redu, za teniško žogico bom uporabil tehniko Ronalda. To je bolelo. Za zdaj je vse v redu, predvidevam. Strel v glavo. Mike, si neverjeten, ampak morda ne tako dober kot Mija. Samo šalim se. Oba dobita alibi. V redu, Madison, tvoja vrsta. Ljudje, veste, da nisem nogometaš. Možnosti, da zadanem to stvar, so skoraj nič. Pojdi, blizu nič. Sem pa poskusil. Si 2 strela bližje k temu, da si ugrabitelj. Moram se dokazati. Nisem ugrabitelj. Ti si zločinec. Nisem zločinec, ljudje, prisežem. Sem samo res slab v nogometu. V redu, ljudje, rezultati so tu, zmagovalka je Mija. Zakaj nisem zmagovalec? No, čeprav je Madison morda izgubila, si še vedno moj glavni osumljenec. To je bilo zelo agresivno, način, kako si odstranil tisto tarčo, prav tako kot je oseba v videu agresivna. Morda to zasluži dodatne točke. Ne, Mija je bila natančna, ti pa barbarski. Počakaj, to pomeni, da nisem več osumljenec? Kot smo videli na varnostnih posnetkih, je bil grabitelj zelo neroden in je imel težave. Premagovanjem ovir v hiši. Zato imamo za naslednji izziv poligon z ovirami. Ta v prvem delu morate pohoditi balone. V drugem delu morate počiti balone. V tretjem delu morate izogibati žogi v škatli. V četrtem delu morate počiti čim več balonov s pikadom. Koliko balonov kot lahko s pikadom? Stanley, čisto si ponorel. Poligon z ovirami? Resno? Ali ne bi bilo lažje poklicati policijo? In naj oni iščejo Ivana? Stanley, kje si? In prva oseba, ki se dotakne te varnostne. Kamere, dobi alibi! Upam, da nam bo ta zadnji poligon z ovirami pomagal najti pravega zločinca. Pomagal najti pravega zločinca. Vsi se izognite žogi. In pritisnite gumb za všečkanje za srečo. Ti ljudje ga bodo potrebovali. Uspelo mi je. Zmagal sem. Poglejte Mika, ni šans, da je on ugrabitelj. To je absurdno. Stanley se obnaša, kot da je detektivski junak, ampak ti izzivi ne dokazujejo ničesar. Kaj, če zločinec sploh ni tukaj? No, vem, da so tukaj. In ti izzivi bodo to dokazali. Ja, zagotovo. Vsi na naslednji izziv. V redu, kaj zdaj? Zakaj imaš moj fotoaparat? Da ujamem vaše lažnive obraze. Nismo ugrabili Ivana. Kolikokrat moramo to povedati? V redu, imate naše osebne predmete. Kaj zdaj? To je tvoja zadnja priložnost. What a twist!
Stanley, ne reci mi, da boš razbil te predmete. Točno to bom naredil, Mike. Proč, Mike? Fantje, sprostite se. Tega ne bo naredil. Stanley, si znorel? Kaj si naredil s tem telefonom? Kdo je ugrabil Ivana? V redu, sprostite se, nismo bili mi. Ne, bil je eden od vas. Vem, da je bil... Počakaj. Ustavi se. V redu, jaz sem ugrabil Ivana. Jaz sem bil. Vedel sem, da je bil Mike. Zakaj nisi povedal prej? Moj telefon bi bil še vedno živ. Nisem vedel, da bo to res naredil. Mislil sem, da se samo šali. Resno, kako bi se lahko samo šalil? Mike, zakaj bi to naredil? Samo hotel sem narediti večjo potegavščino kot Ivan, ker imam dovolj njegovih potegavščin. Zakaj si nas potem vključil v vse te izzive? Kdo bo zdaj plačal za telefon? Ti, Stanley? Ali ti, Mike? Kaj? Ne bom plačal za telefon. To je bila samo potegavščina. Kako misliš, da ne? Kdo ga je zlomil? On? Zaradi koga? Zaradi tebe. Fantje, poslušajte. Umiri se. Grešili ste bistvo. Ivan ne ve, da je to potegavščina. Verjetno se zdaj panično odziva. Sprostite se, lahko gremo k njemu. On je v redu. Fantje, lahko zdaj gremo domov? Ja, vi fantje lahko greste domov. Ampak ti, Mike, greš z mano in pokazal mi boš, kje je Ivan. On je v redu. Ne skrbi. Zdaj lahko gremo k njemu. Daj no, Mike, pojdimo zdaj. Prav, nadaljuj tukaj. Hvala Bogu, da je konec. To bom vzel na mesto mojega telefona. V redu, tukaj je kraj. Mike, kam je šel Ivan? Ne vem. Po pravici, pustil sem ga tukaj. Kaj je notri? Ti si naslednji. Morda je to še ena Ivanova potegavščina. Hej, Ivan, pridi ven, kjerkoli si. Ali se je Ivanovo opozorilo uresničilo?